Ok, en lep dober večer sem skupaj, eni ste tukaj prvič, eni ste tukaj drugič, eni ste tukaj 100-tič verjetno, ne? Tako da vsem en lep pozdrav, jaz sem ful vesela, da ste se v takem številu odzvali na v bistvu na naše povabilo, na moje uvodno predavanje, pametvanje. Ljudje temu rečejo zelo različno, bomo videli, kakšno bo vaše mnenje, ne? Moram pa najprej povedati začetek. Jaz sem Kristi, če me kdo ne pozna. Me boste sproti spoznali, ni tako pomembno, bolj je pomembno, kakšna sporočila vam danes za vas. Danes se bom je luštan. Sicer najprej na začetku bom jaz povedala par stvari, potem sem si pa zamislila, da bomo naredili malo interaktivno, tako da lahko me zmučite z vašimi vprašanji. Jaz sem pripravljena in opremljena. In potem, ko me boste zmučili, se bom malo spočila, vas bom vrgla v ene 2-3 urno meditacijo in potem, ko bom jaz lepo odspala svoje, bom rekla, ajmo, deca, probudite se in gremo vsi grupno domov. Jaz sem zelo vesela, danes se bom majčkeno hecala zaradi tega, ker se mi zdi, včasih, kadar se o resnih temah pogovarjamo, se dobro hecati zraven. Se strinjate? Moram reči, zakaj sem se sploh odločila zdaj nekako za take predstavitve, zakaj sem se odločila, da malo spregovorim ljudem, zaradi tega, to so me ljudje malo sami poklicali. Zadnji čas sem dobivala ogromno mailov, tako da vam bom dejansko za začetek povedala, zakaj je nastalo neko tako predavanje. Dobila sem ogromno mailov, moram reči, da nikoli še mogoče v 8 letih, odkar delam tako zelo intenzivno z ljudmi, nikoli še ni bila dejansko na mojem mailu tak intenziv sporočil, ki gredo nekako takole. Kristi, jaz imam ful hude težave, reši jih. Kristi, jaz sem slišala, da v vašem ateljeju rešujete težave. A lahko ti name roke položiš? A lahko, Kristi, ti imaš veze tam gor? A lahko ti prosim, moje angele prosiš, da mi nehajo srati po glavi? Jaz ne morem več, to je vse samo še hujš. Kristi, reši to. Sem začela razmišljati, ne tako, ker je bilo veliko nekih tegob v teh mailih, sem jaz ugotovila, da mogoče v vsej tej poplavi informacij ljudje nimajo dejanskega znanja, kako se stvari rešujejo v življenju, da nimajo znanja, kako dejansko priti do rešitev. Ugotovila sem, da dejansko ljudje tako mislijo, kakor so mi napisali, ali obstajamo ljudje in duhovni učitelji, ki za vas rešujemo težave, torej prideš k meni, nekaj ti fali, nič hudega, bam, v redu si, lahko greš domov. Jaz si želim, da bi imela ta gumb, ker če bi ga imela, jaz vam povem pri sebi, jaz bi ga stisnila že 150-krat, ne. Ampak danes bom dejansko malo združila duhovnosti z malo klasičnega znanja, ker bi vam rada predstavila v bistvu, kdo ste vi. Danes niste prišli dejansko poslušati, kdo smo mi, pa kaj mi delamo, čeprav vmes boste uspeli tudi to zvedeti. Ampak hotela sem vam danes predstaviti, kdo ste vi. Dejansko v tem obdobju se vsi sprašujemo, kaj lahko boljšega naredimo za planet, kaj več lahko naredimo za ljudi. Statistike so dejansko zelo zaskrbljujoče ratale. Jaz ne vem, da veste, če veste ali pa če ste uspeli prebrati, ampak Slovenija si je prislužila zelo visoko oziroma eno izmed prvih mest na svetovni lestvici po uživanju antidepresivov. Slovenija, ki je zapakirana kot prijazna država, prijaznih ljudi, ker je vse popolno, smo na samem vrhu. Mi smo res majhni ljudje. 1/4 prebivalstva v tem trenutku je na antidepresivih. In sam pomislite, koliko ljudi poznate, pa najbrž sploh ne veste, da so na antidepresivih. To pomeni, da so to ekstremno žalostni ljudje, ki niso znali s svojimi čustvi narediti veliko, ne, in so se mogli poslužiti nečesa zunanjega. Mi smo dostikrat tako, vidim, da nas ljudje vidijo, da smo mi tudi tako, ne, samo na mogoče majčkeno bolj zdrav način, da smo kot antidepresivi, ne. To pomeni, prideš k nam, pa se počutiš boljše. Super fajn, jaz sem to vesela, ampak s tem predavanjem, zato ga tudi snemamo, sem hotela Sloveniji sporočiti res veliko stvari. Čas je, da se ustavimo in da začnemo reševati ljudi. Okay? Da jih začnemo konkretno reševati in to dela samo znanje. In danes bi vam to znanje, če se strinjate, rada dala, zato da boste razumeli sami sebe. Ker enkrat, ko človek sam sebe razume, zakaj stvari čuti in zakaj se mu stvari dogajajo. Zato bi danes rada govorila o čustvih. Jaz mislim, da je problem naše države in naših ljudi ravno to, da se čustva ne kažejo, da so ljudje alergični na to, če kdo pokaže čustva. A vam je znano, ne hodiš ti tam na neke meditacije,
A ne bi ti mogla biti neki zen človek, pa ful umirjena? A ste vedeli, da so duhovni ljudje bolj jezni ljudje, kot vsi ostali po statistikah? Zdaj vemo. Ampak, a ste se kdaj vprašali, zakaj? Ker izražajo svojo navzven. Zaradi tega, ker so v stiku s svojimi čustvi. Ko si ti v stiku s svojimi čustvi, imaš toliko izostren sistem, sorry Max, vem, da snimamo za bullshit, ne? Da enostavno, ko pride neki nasprotje tega v tvojo bližino, ti kot duhovno bitje rečeš, tega ne bom sprejemal. In če ti hoče nekdo to mejo prestopati, se ne greš v ljudnosti. Zaradi tega, ker veš eno stvar, v stiku sem s svojimi čustvi, v stiku sem s svojo duhovno platjo in ne smem si dovoliti sprejeti te energije v tem trenutku in je moj odgovor ne, zelo jasen. In če ti kdo hoče na glavo skočiti, je tvoj odgovor zelo jasen, ne. To je jeza, ki jo v tistem trenutku sprejmeš zaradi tega, da zaščitiš svoj čustveni in vrednostni sistem. Če bi vsi to tako delali, bi nam bilo vse boljše. Ampak gremo od začetka, se bom vrnila k temu. Danes boste vsi, ki ste šli domov, kaj je bil jezni Racman. Kristi je rekla, sem lahko jezna. Tako da, Kristi je rekla, ne. Tako da, dobro, se bomo pogovorili o tem. Dajmo najprej razložiti sploh za začetek, kaj so čustva. A se kdo kdaj vprašal, kaj so sploh čustva? Lahko vam povem definicijo iz psihologije. Uspela sem en manjši del tudi tega naštudirati v svojem življenju. Čustva so naš informacijski sistem, ki nam zagotavlja preživetje. To je uradna definicija. To pomeni, to so nek sistem, ki nam zagotavlja, da smo živi. Primer. Stojiš sred savane, srečate lev. Tvoji možgani pravijo, aha, lev je sred savane. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da me lev lahko poje? Ali to pomeni, da lahko zbežim? Če zbežim pred levom, kam zveli? Dokler si to vse obdelal, si ti že mrtev. A razumete? Čustva ti zagotovijo, da laufaš. A razumete? Čeprav verjetno nimaš dosti šans, probu boš. Zato imaš čustva, da te obvarujejo pred nevarnostjo in da ti dajo informacijo o nečem. Ali da si v nevarnosti, da moraš sam sebe zaščititi, ali pa karkoli drugega. Informacijski sistem so zelo pameten, efektiven in hiter informacijski sistem. Ampak poglejte, kaj je moderna družba začela delati. Našli smo vse žive načine, da utišamo informacije. Ne? Žalostna sem, ti bod, pojej tablet. Žalostna sem, ni panike, pej ven napisi ga, za 2 ure ti bo ziher boljš. Razumete? Žalostna si, tih bod. V žalovanju sem, ne obremenjuj druge s tem. Je res? Kolikrat v življenju ste bili obsojani zaradi tega, ker ste pokazali neka čustva? Obstaja kup enih metod, zdaj imaš preveč rad, zdaj imaš premalo rad, zdaj si preveč jezen, zdaj si premalo jezen, zdaj si preveč živahen, zdaj si preveč miren in tako naprej. In danes bi vam rada povedala, kaj se v ozadju tukaj dogaja. Torej, ugotovili smo, pač psihologija pravi to, čustva so naš informacijski sistem, ki skrbi za naše preživetje. Jaz se s tem 100% strinjam. Vam bom pa tudi dala nekaj, kar sem kot duhovna učiteljica spoznala, za zraven. Dejansko so čustva tudi en drug informacijski sistem. Informacijski sistem duše, kjer ona lahko na hiter način dostavi najmočnejšo informacijo, na katero te lahko opozori. Zaradi tega, ker ko je nekaj intenzivno, rataš pozoren. Na negativen ali pozitiven način, se vsem, rataš pozoren. Torej, če smo prej rekli, da smo ratali umetniki tega, da bežimo od informacij in da tlačimo čustva, bomo potem ugotovili kam, smo postali tudi umetniki v tem, da smo preslišali informacije duše. Ljudje me včasih vprašajo, zakaj imajo take stvari v življenju, zakaj se jim to dogaja. Zaradi tega, ker ko ti nisi pripravljen slišati informacije, bo informacija mogla poiskati druge načine, da ti pove stvari. Nekaj mi ni v redu. Čustveni sistem je nekaj najlepšega, kar smo v življenju dobili. Ampak zato, ker ne znamo z njim delati, zaradi tega se nam dogajajo lekcije, ne zato, ker imamo čustva. Nam se začnejo čustvene lekcije dogajati zaradi tega, ker ne znamo razbirati sporočil.
Zato, ker se ne zavedamo, kaj počnemo sami s sabo in koliko zelo sami sebe ne znamo poslušati. Izjemni smo, mi smo pri temu, da spalimo sporočila duše, mi smo izjemni. To je toliko noro in to počnemo od otroštva in pa se sprašujemo, zakaj srečamo ljudi in okoliščine, s katerimi nočemo imeti opravka. Katero bitje tam gor se je najdlo, da zdaj mene matletera. Dajmo en klasični primer, kjer se ljudje hitro in intenzivno zahakljamo. Malo se bomo zabavali zdaj. Predstavljajte si punco, ki sreča princa na belem konju. Vsi ste že srečali princa na belem konju. Okay? To je tisti fant, ki ga ta punca srečala in ki bi mama rekla, ne? Poglej ga, kako je priden, urejen, a razumeš, prijazen je, pa ta te bo po rokah nosil. Ona ga pogleda in ona, ja, ful je prijazen. A ne? Princ na belem konju je šel mimo, ne? In pol pride tikva na magarcu, razumeš? Ljubav mog života, prisežem. Zlorabljate, dere se nate, mimogrede ignorirate. Ljubav mog života, čez 5 let ti bo ful žal, ljubav mog života, ne posluša. Tikva je zmagala, pusti une prince. Razumete? Koliko ljudi poznate, mi se malo pač zabavamo zdaj, ampak koliko ljudi poznate, da zberejo take ljudi v svoje življenje. In jim je jasno, da jih ignorirajo, da se z njimi grdo pogovarjajo, ostajajo poročeni z njimi in tako naprej. A ste se kdaj vprašali, katero živo duhovno bitje na tem planetu bi to hotelo samo sebi narediti? In potem razlaga tega, to je nekaj čudno karmičnega med nama. Jaz ti povem usoda je hotela, da se srečava, zato ker sem to mogla doživeti. Ok, a razumete? Imam še boljše razlage za čustvene lekcije. Vam povem, kako se glasijo. Če se mi nekaj v življenju, kar si čustveno zelo želim, ne zgodi, je to zaradi tega, ker mi ni namenjeno. Jaz to ves čas slišim, Kristi, veš, jaz vem, da moram nekaj za sebe narediti, ampak zdaj ni še pravi trenutek, čutim, da mi ni namenjeno. Ste vi vedeli, da samo v približno 10% na planetu Zemlja, v 10% se zgodijo božanske intervencije. Božanske intervencije so poseg v vašo svobodno voljo, ker vas neki drastično hitro ustavi in zvleče stran od nečesa, kar bi za vas lahko predstavlja zelo hudo življenjsko nevarnost. Vse ostalo je naš lastni izbor. Tako, če mislite, da ste si vse te bolečine mogli na glavo spraviti in da jih mogli nosite, premislite še enkrat. So odraz vaših pravih čustev, ki jih nosite znotri sebe. Vsa bolečina, za katero trdite, da jo nočete nositi in da bi naredili vse, da bi jo nehali nositi, jo nosite zaradi sebe. Ker sem jaz enkrat prišla do tega, brutalnega momenta pri sebi, zakaj mi življenje ne štima, nisem bila vesela. Res nisem bila vesela, zaradi tega, ker sem si sposodila 1000 likov v svojem življenju, ki so bili odlični krivci, zakaj meni ni šlo dobro. Zakaj sem bila bolana, zakaj sem bila poškodovana, zakaj me Beni maru. Tega še danes ne razumem, ne? Ampak okej. Razumete? Ni mi bilo jasen. In potem, ko se mi je celo življenje sesul, si nisem postavila vprašanja, kdo mi je to naredil, ampak sem si postavila eno drugo vprašanje. In takrat se je začelo to moje popotovanje, o katerem bom danes govorila. Vprašala sem se eno stvar, Kristi, zakaj si tako zelo jezna? To je bilo moje prvo duhovno vprašanje. Zakaj si tako zelo jezna, da hočeš vse uničiti? In sem vse uničila. Uničila sem odnos, ki sem ga potem, hvala Bogu, na novo vzpostavila, tako naprej. Uničila sem vse svoje prijateljstva, uničila sem vse, kar sem imela za uničiti. Svojo eksistenco, zaposlitve, vse sem uničila. Razumete? In moj bivši šef je bil kriv, ta je bil kriv, moj bivši fant, bož, da niti ne začnemo o njem, svašta. Razumete? Vsi so bili krivi. Ampak resnica je bila ta, da sem jaz v čustvenem sistemu nosila destrukcijo.
In hotela sem svet poškodovati zaradi tega, ker je bil kriv, da sem jaz toliko zelo prekleto žalostna. Ampak nisem ugotovila eno stvar, da je ta destrukcija v bistvu najprej vame usekala. Da najprej, preden je planila okoli, je najprej šla čez mene in je zagotovila, da sem bila jaz uničena, preden je lahko kao šla na nekoga drugega, ki je bil dober receptor za to, da je na podlagi svojega čustvenega sistema sprejel še neko zunanjo jezo. In to so čustva. Čustva so informacijski sistem, ki sporočajo. To je moj vrednostni sistem, to želim doživljati in to je moja dobrobit. A razumete? In mi tega nočemo poslušati. Mi nočemo poslušati. Veste kaj, čustva poslušati, to je nekaj najhujšega. Zaradi tega, ker če poslušaš čustva, je ena stvar se zgodi. To je zdaj slaba novica tega predavanja, ok? Ukrepati moraš. To je najbolj grozen, da kad ti enkrat spoznaš svoja prava čustva in svoje prave vrednote, moraš ukrepati. In ko moraš ukrepati, ti amben več ne zagotovi, kaj se bo pol zgodilo. In zato smo razvili svet, kjer smo najdli na tisoče načinov, kako ostajamo v svoji žalosti lahko, v svoji jezi, v čemarkoli, zaradi tega, da bi ugajali zunanjemu svetu, ki nam bo dal nalepko, ti se pa lepo obnašaš. Ti si pa pridna punčka. Znotri sebe pa vulkan. Ste se kdaj tako počutili? So vam kdaj ljudje govorili, kako se morate obnašati? Seveda, ampak ni res, da ti govorijo, kako se moraš obnašati. Obnašanje in tvoja narava je samo posledica tvojega čustvenega stanja. Oni tebi v resnici govorijo, kako se moraš ti počutiti. Ko ti sprejmeš, kako se moraš počutiti, se pa ne počutiš tako, ima duša zelo zanimivo idejo. Vam povem kakšno. Sprožila bo največjo bolečino za tebe možno. Zakaj? Zakaj duša to počne? Ste se kdaj vprašali, že tako si na tleh in potem se ti zgodijo še res grozne stvari. Se mi kdaj to zgodilo? Ker rečeš, ok, koliko ima pa ta hudič res mladih. Mislim, model je res ploden. Ne? In se sprašuješ, mislim, zakaj? Prosiš angele, prosiš svojo dušo, a lahko prosim jaz 5 minut, dobim pauze, malo tako? Ne, še hujše. Zakaj? Zaradi tega, ker ti je treba zbuditi pozornost. Če tebi duša sproži močno bolečino, upa na sledeče. Upa na to, da se boš v bolečini toliko zelo zbudil čustveno in da ti bo toliko prekleto hudo, da se bo mogoče aktiviral tvoj sistem za preživetje. Torej, spet se vrnemo na podlagi tega, lejte, to je čista psihologija, ne združena z duhovnostjo, se vrnemo nazaj do tega, kaj sploh je čustven sistem. To pomeni, če bo meni nekaj zares hudo in se bo mogla boriti za preživetje, imam jaz šanso v tej hudi bolečini, da bom dobila tendenco, rešiti se moram. Ker možgani, oni bi si vzeli čas. Ok, ti si zdaj v depresiji. Dobar, mogoče te pobrali, mogoče ne boš imela za hrano. Če ne boš imela za hrano, misliš, da boš dolg lačna? Koliko ni misliš, da lahko preživiš brez hrane? Razumete, možganom je vsem. Obdelujejo svoje podatke. Za njih so to samo podatki. Ampak, si pa ti lačen, ali pa tisti, ki ste starši, ki rešuješ svojega otroka. A veste, kakšna čustva so se vam za vaše otroke že aktivirale? Divja čustva. Zaščitništvo, jeza, branjenje, tako vse možno. Duša dela isto. Ti si pač otrok, tvoj zemeljski in tvoj višji jaz. In takrat, kadar imate hude bolečine in delate, meditirate in duhovno proste, vse živo stvarstvo vam pomaga in je bolečina še večja, v tem ni logike. V tem tiči samo eno opozorilo in edino opozorilo. Nekaj ti želim povedati. Prosim te, ustav se in prosim te, poslušaj me. Kolikrat ste se dejansko, to bom danes jaz z vami sicer naredila, ampak kolikrat ste se dejansko usedali in ste se vprašali, kaj čutite v določenem trenutku in zakaj tako čutite?
Pomislite na dan, kolikrat padete v misli, zakaj se nekaj zgodilo, zakaj je nekdo nekaj rekel, zakaj je to tudi tako trapas rekel, zakaj se nate spravil, ne? Zakaj je ta tikva mogla nate naleteti. Ne? Kolikrat ste se pa vprašali, zakaj tako čutim? Čustva imajo zelo veliko vzvodov, kjer se jih da potlačiti. Alkohol, prenajedanje, zlorabe vseh vrst, bežanje vseh vrst. Poznate ljudi, ki jih soočaš s čustvi, vsak ga vidiš, vsak ga ne vidiš, lej ti njega, laufa. Obstaja na tisoče načinov, na zdravje res je, antidepresivi so eni izmed njih in tako naprej, na tisoče načinov, kako bi se ustvarila družba, ki bi bila izoblikovana na čustven sistem, ki bi bil primeren. Ampak ti si svoje bitje, ti si svoje bitje, ti si svoje bitje in vi ste kot duhovna esenca vsak posameznik za sebe edinstven. In če jaz stopam k njej na moj čustven sistem, jaz rečem, moj čustven sistem za mene, to je to, popolno. Vse mi funkcionira in ga hočem s svojimi pričakovanji nate vršiti. Zate bo odpovedal. Zato, ker nisi Kristi. In kljub temu, da bi lahko, jaz si tako želim, ale ona je zrihtala stvari, biti tako, kot ona, ne moreš biti. In jaz tebe nočem naučiti, da si tako, kot jaz, ker ne boš okej. To pomeni, da če vas je danes sklele noter 100, moram 100 ljudi naučiti, 100 različnih odzivov, ki paše vsakemu izmed vas na vašo kožo. Ste se kdaj vprašali o tem? Zato tokrat pridejo trenja med starši in otroci. Starši tako ve, kaj je najboljš za njegovega otroka, ne oni, ki ste starši. Tako bo, kot bom jaz rekla. Zakaj? Zato, ker sem jaz ko rekla, ker tako najboljš zate. Pa ni nujno. Tvoj otrok je lahko čist drug čustven sistem, čist neka druga duša in gre se samo za razumevanje. Ljudje, ki razumejo sami sebe, ki razumejo, zakaj reagirajo tako, kot reagirajo, bojo razumeli, zakaj so se znajdali v določenih okoliščinah. Ampak še ena stvar je, vedeli bojo tudi, kako priti ven iz tega. Ljudje dostikrat čakajo, da se bo nekaj zgodilo, da bo nekaj boljš. Okay? Jaz se bom čustveno pomirila, ko bom, ne vem, dobila več denarja, ko se bo moj mož z mano grdo nehal obnašati, ne vem, kaj se ljudje rečejo. A poznate ljudi, ki čakajo po 20, 30, 40 ali pa celo več let na to, da se bo nekaj uredilo? A ste se vprašali, zakaj? Zakaj se jim ne uredi? Pa vsaj malo sreče bi lahko imela. Razumeš, po 30 letih pa lahko tudi malo na energijskega jackpota računaš. Zakaj ne? Zakaj se ne zgodi? Zaradi tega, ker so te ljudje naučeni, da se to ne sme zgoditi. Zdaj pride ta brutalni del našega predavanja. Vkolikor ste vi v življenju doživeli dovolj žalostnih, depresivnih in težkih čustev, so prišla v enem trenutku do vrhunca in kaj več ni šlo in pa so se umaknila. In ljudje mislijo, da ko so se umaknila, da so se končala. Tukaj pride neznanje, ful hudo neznanje v igro. Čustva nikoli ne izginejo. Če so tvoj informacijski sistem, so del tebe. Edini način, da se znebiš svojih čustev in njihovih vplivov, je, da umreš. A bi kdo? Dvomam. Zakaj pa ne? Zato, ker imate čustva, ker imate nagon po preživetju. Vsi ga imamo. Pa se greš v nebesa, pa kaj pol? Bodimo iskreni, kdo izmed tle noter bi bil, a hoče kdo umreti? Ne? Ja, sej to. Še ta črni humor, da moraš iti potem še enkrat nazaj. Sej to je to, ne? Skratka, razumete? Torej, zdaj se vrnemo na čustva. To tvoj informacijski sistem so, v enem trenutku se začne nekaj ful hudo dogajati in ti vse, kar hočeš je pozabiti in da se neha. Ok, in čustva ne morejo vztrajati dolgo v svoji vibraciji. Pridejo, dajo močno sporočilo in te vprašajo, kaj želiš s tem narediti. Imaš več opcij. Ena je, da rečeš, s tem se ne želim ukvarjati zaradi tega, ker me preveč boli in zahteva preveč dela, želim, da zginete in se naložijo v tvoj spominski sistem, v tvoje celice, kjer se spomini shranjujejo in tam ostajajo. Druga stvar pa, da rečeš, ok, ta čustva so prišla na plano, zakaj prihaja tako intenzivno, želim z njimi narediti to.
čustveni sistem, želim, da to izvedeš v tem trenutku in s tem jaz zaključim. In tudi informacije, ki se bojo v tem dogodku zgodile, želim, da se naložijo moje celice. Samo te dve opcije imaš. Ljudje mislijo, da nekatere stvari minejo, pa zginejo, pozabite. Danes sem res prišla iskreno o tem govoriti. Ne zginejo, grejo v tvoje spominske celice. Recimo, partner te je prevaril, v zadnji čas zelo popularna tema, moram reči. Partner te je prevaril, ob tem si začutil izdajo, si začutil bolečino, si začutil nič vrednost, marsikaj izmed tega lahko začutiš. Upam, da kdo kdaj v življenju ni bil prevaran. Jaz sem bila prej sem žmahja srečala, ne. Ampak, razumete, to ti res ne pusti dobrih občutkov. In zdaj, lahko se ti s tem soočaš, kaj se ti je zgodilo in oceniš vrednostni sistem in se odločaš, to ne želim verjeti, da je partnerstvo. Ljudje pa ponovadi to bolečino potlačijo, se kregajo, se ne pogovarjajo, lahko razmišljajo o ločitvi, lahko pa enostavno se naredijo, da nič ni bilo in grejo naprej. Ampak, kolikor to naredijo in si ne priznajo, da so bili globoko prizadeti in izdani, se zgodi kaj? Njihove spominske celice dobijo spomin prevaranosti, izdaje in hudega čustvenega stanja. Partner se lahko razsvetli, lahko se je celo ločil, lahko si šel k naslednjemu partnerju, ampak kolikor si mi temu rečejo uradno, tudi v psihologiji, recimo v Ameriki, trapped emotions, kolikor imaš ti v sebi ujeta čustva, ki so se nekoč zgodila ob tako močnem dogodku, vsi ljudje, ki jih boš od tega trenutka dalje srečal, bojo odraz tvojega spomina. Mi vse, kar živimo, je odraz tega, kar verjamemo. Vse, kar si prikličemo, je odraz tega, kar čutimo. Včasih ljudje znajo biti zelo kruti do nas, duhovnih učiteljev, ne? Pa tudi slišiš, Kristi je ful huda krava. Okej. Ampak veste, mene to nič ne prizadene. Zaradi tega, ker vem nekaj, če si se usedel h kravi na stol in nekaj v tvojem čustvenem sistemu mene priklicali. In to je dejstvo. Zelo sem pomembna za tvoje življenje. Mogoče, da te znerviram, mogoče zato, da ti pomagam. Hej, odločitev je tvoja. Ampak ljudje, ki so jezni, ponovadi delajo kaj? Iščejo nekaj, da bi iz tega spomina celičnega lahko na druge ljudi spravili svojo frustracijo, samo zato, da bi imeli tarčo, ki bi bila kriva. Razumete? Ki bi bila kriva zato, ker je toliko, čustva zahtevajo, da nekam grejo. Lejte, to si zapomnite, zahtevajo, da nekam grejo. Ali bojo šla na noter, pa bojo na noter delala svoje, ali bojo šla pa na ven. Samo te dve opcije sta. In ponovadi ljudje, ki ne prenesejo, da gre nekaj navznoter, je ful dobro, da gre navzven. Dala vam bom svoj primer. Po smrti moje mami sem hodila na večerje, to pomeni božične in novoletne in ob svetkih, petkih, ne vem kam. Seveda, ker pač nisem imela svoje družine, gospodu Žmaharju domov, ne? Jaz imam tasta pa taša, s katerima bi bolj rekla, da sta mi starša, kakor tas pa taša. Torej, sem bila ena izmed tistih, ki sem to srečo imela. Ampak no ta verjel, meni sta šla ona dva samo za praznike tok na živce. Če sem šla kar tako, tja mi je bilo super, ker pa bil Božič, sem jih pa hotla obesiti. Šlo mi je vse na živce, šlo mi je hrana na živce, šlo sem mi pogovori na živce in tako naprej. In mi je bilo, en trenutek sem se vprašala prav tako, ne maram, da moram hoditi v praznikih nekam, kamor hočejo, da hodim in tako. Sem Ben ni nič silil. Ben mi nikoli ni nič rekel v tej familiji, da moram. Niti eden ni benga pritiska dal name. In veste, kaj sem pa na koncu ugotovila? Pa sem se enkrat usedla in to je izgledalo tako, ne. Mihajlovi starši so doma v Celju. Zdaj, če se ti iz Ljubljane do Celja voziš, pa si jezen, je to zelo dolga vožnja za onega, ki vozi. Ne? In jaz sem ponovadi njemu možgane, z ne vem čem, medlo se spomnim, ne. Sem ponovadi mu možgane hotela spiti. Pač našla sem vzrok svoje jeze. In na koncu, veste, kaj je mogla narediti? En dan sem se mogla usesti in reči, Kristi, veš, kaj je tvoj problem? Ti si jezna na svojo mamo.
zapustila te je. Lej ga zlomka, imela sem samo njo in ona si je drznila umreti. In zdaj imam tukaj dva človeka, ki me hočeta sprejeti in mi data občutek, da ima je ful pomembno, a mi bo pižama prav ali kaj mi bo. Ampak ne, ona dva sta kriva. Ne, ni bilo res. Kriva so bila moja čustva zapuščenosti in jezna sem bila na svojo mamo. Na svojo popolno mamo, ki sem jo idealizirala do vesolja in nazaj, sem na koncu mogla ugotoviti, da sem jezna, ker si je drznila, da me je zapustila. A razumete? In ker sem si enkrat to priznala, sem se pač zlomila na 150 koškov in sem ugotovila, da sem ful žalostna. In da mi manjka za praznike. Zakaj? Zato, ker ima decembra rojsten dan. In zaradi tega, ker je bila s tem povezana cela tradicija. Zato so bili problem prazniki. Ampak veste, do unega trenutka je bilo lažje na dva živeča človeka biti jezen. Priročna sta bila. Lahko sem dala nekam svoj vzvod, kjer se mi bilo treba soočati z dejstvom, da nosim eno tako veliko bolečino znotraj sebe. In kaj je sledil pol? Ker sem to spoznala, pa je bilo vse v redu, pa je šlo šele vse narobe. Pa je bilo šele grozen ljudje. Pa sem se mogla spet sesuti, spet ići žalovanje, spet narediti 1500 meditacij. Zato, da sem na koncu prišla do nekega sprejemanja in spoznanja, da je okej, da je neka žalost bo mogoče zavedno del mene. Ampak obstajata spet dve plati. S čustvi se lahko zgodi dvoje, tudi če ste bili zlorabljeni, če ste bili globoko žalostni, so lahko del vaše zgodovine. Ampak vkolikor vam uspe v celicah zapisati pozitivna čustva, ki so močnejša kot ta prvotna, bodo z vašim življenjem in vašo okolico komunicirala ta druga čustva. Na katerem bregu bi bili rajši? Ne gre se za to, da bi vi pozabili, kaj se vam je zgodilo. Jaz nisem neumna, jaz ko pogledam vaše avre, jaz vidim vaše zgodbe. Jaz vem, da ste tukaj noter ljudje, ki ste bili spolno zlorabljeni, jaz vem, da ste tukaj ljudje, ki so se na vas zdrli. Vse lahko vidim, veste, res sem dober, jasnovidec. Vsi smo dali to čez. Samo razlika je, da nekateri še vedno dejansko so ujeti v teh čustvih, težkih čustvih, ki potem celo okolico okoli naredijo. Nekateri smo šli pa naprej od vseh naših zlorab. Imam posvojenega psa, ki je bil žrtev zelo hude zlorabe. To pomeni, da je bila to zloraba, ki se je skoraj končala s fizično smrtjo. Okay? Njeno okrevanje je bilo, pa je pes, ampak živali so čustvena bitja, se strinjate? Ne? Mi smo zelo dolgo z njo delali pač zelo intenzivne terapije, da bi bil ta kuža v redu. In ta kuža je danes v redu, ta kuža je danes več kot v redu. Ampak veste, včasih, tako jo recimo gledam, pa se ona nekaj zatopi in potem se nekaj zgodi, nek zvok se zgodi ali pa ne vem, kdo prije kaj imem in kar naenkrat jo zagledam, da trzne. In naredi zelo močen trzljaj. In v tistem trenutku jaz nič ne naredim drugega, kakor da jo pogledam. A veste zakaj? Zato, ker vem, da je to avtomatski odziv v njenem čustvenem spominu, ki obudi nekaj, ali sem še vedno varna in se vpraša. Ko jaz njo pogledam in jaz vidim, da ona začne mene opazovati in me nenavadno veliko več opazuje, kot recimo najina druga psička, ki je princeska od rojstva, jaz vem, da ona dojame, ne, vidva sta ta nova zgodba, ne, jaz sem zdaj tukaj doma, in tukaj amben ne bo več dovolj, da se meni kaj slabega zgodi. To je ta hiša. Ne, sem pridejo ljudje, ki me božajo. Tukaj me amben ne bo udaril. Zdaj se spomnim. Nič ni treba narediti. In živi zelo srečno življenje. Ampak tega dela nismo nikoli probali izkoreniti iz nje. Ampak ne vpliva več na njeno realnost. Zakaj? Zato, ker je imela ful hudo srečo, da je na naju naletela. Ne. Zaradi tega, ker se je na podzavestni ravni, kar ima tudi kuža, ona spraševala, ali obstaja boljše življenje in midva so bila odgovor na to. Ampak midva nisem imela veze s tem, to je bil njen izbor.
Ona se je kot žival in kot duša spraševala, ali obstaja nasprotje bolečine. Takoj, ko se je vprašala, ali obstaja nasprotje bolečine, je vesolje pokazalo, obstaja ona dva. Ampak meni, ko smo mi da njo šla posvojiti, je meni Mihael rekel, tako me je gledal, da si bila res tako posvojiti, tako malo neprivlačna, pa malo določene vonjave imela. Ne? In me je Mihael gledal in rekel, to bova res domov vzela. Noter v zavetišču je bilo toliko lepih kužkov, a veste, koliko so bili lepi, urejeni, skopali so jih. Ne? Njo, prav, vsi ostali so bili, hej, hello, midva bi šla z vama, ona je bila, njo hočem. Pa sem prišla domov in mi je rekel zelo zanimiva stvar. Jaz vem, zakaj si ti hotela Aleksije posvojiti. Jaz, zakaj? Plemenita, ne? Je rekel, zaradi tega, ker si točno vedela, da boš lahko še enega, kot si ti, rešila. Je rekel, zdaj mi je jasno, zakaj je tvoja klientela toliko drugačna od moje. Ker jaz, ko slišim zgodbe tvojih tečajnikov, skoraj dol padam. Moji res nimajo toliko hudo. Toliko, da te vedeli, hudo je z vami. Ampak res pač, pri meni se zgodijo take zgodbe, zaradi tega razumete, zaradi tega, ker vas poznam in vaš spomin si je želel nekoga srečati, ki bi mu povedal, kako vam iz bolečine, zato ste spoznali mene. Ni to lahka pot tudi za nas, ne? Ampak, a veste, ljudje me včasih vprašajo, kako sem uspela preobraziti svoje življenje z take teme na nepopolno, ampak načeloma srečno življenje. Imam psa, dva normalna, dva šizofrenična ptiča, to ne moreš nič narediti. Mož je kakor tok nor, vse je kul. Razumete, ne? Kako je možno, da si šel iz take teme in do tega, da me nihče ni maral? Do tega, razumete, da pač delam z več tisoč ljudmi na mesec. A ste se kdaj vprašali dejansko, kaj se mora zgoditi? Dostikrat se ljudje najdejo in ne vejo, kaj govorijo o meni. Bom zelo iskreno spregovorila. Pojma nimajo, ko me komentirajo. Dobro je, da pač imam jaz neko novo realnost v glavi, ampak ljudje ne vejo, kako zelo znajo biti zlobni. Lahko je njej itak vse dol popadal, itak je izkoristila ljudi za svoj uspeh, itak je izkoristila smrt svoje mame, katera krava, koliko je glasna, koliko ne vem kaj, lalala. Razumete, veste, koliko tega jaz dobim? Veste, koliko znajo biti ljudje zlobni? Kako se spopadam s tem? Zaradi tega, da vem, kaj je realnost, da vem, tebe take stvari lahko toliko sesujejo, da si ti žalostna, samo če jim verjameš na neki ravni. Če ti verjameš to, da so ljudje res slabi in da ne boš nikoli dobrote dobila nazaj. Vkolikor ti dovoliš, da te to zamaje. Ja, ljudje to komentirajo, ampak jaz sem vam povedala, kako je meni uspel. Vam bom povedala, kako je meni uspel. Jaz, ko sem v enem trenutku poštekala, da jaz stvari ne vem. In da jaz sama sebe ne razumem in da me svet zelo drugače dojema, kakor sem jaz sama sebe dojemala, kar pomeni, da sem rabila znanje in da sem rabila odgovore. Vsi šamani, ki so mene učili, čarovniki, jaz sem bila pa res najmočnejših imenih na svetu. Vsi moji učitelji, ki so bili, jaz sem njim vsem postavila isto vprašanje. Vedela sem, da so oni se tudi soočali z zelo težko energijo in sem šla tja do njih in sem jih vprašala, povej mi, kako si to naredil. Nisem gledala, koliko ima on denarja, koliko je on od moje delavnice dobil, tako naprej. Šla sem do vseh svojih učiteljev in sem rekla, povej mi, tako zgodbo imaš približno kot jaz, bil si res, jaz imam učitelje, ki imajo to grozne zgodbe za sabo, da si mislim, da sem jaz mati Tereza proti njim, res. Ampak jaz sem šla do njih in sem rekla, prosim te, a mi lahko samo poveš, kako ti je ratal? Zanima me, kako si ti to naredil in ali verjameš, da jaz na svoj način lahko isto naredim.
In oni so meni vsi rekli, ja, ponovadi so mi, pač jaz sem se več na angleščini učila, so rekli, and it's gonna be bloody hard. To mi je ena izmed mojih učiteljev rekel, and it's gonna be bloody hard. To mi je rekel, da bo prekleto težko. In mi je povedal, trajal bo toliko dolg, zgodil se ti to in to. In zdaj boš mogla, ko si stopila v duhovno rast, se z vsem tem še enkrat soočati. Ti si lud. On je hotel, da jaz 28 let stvari iz spominskih celic ven potegnem in se grem neko noro čarovniško zabavo, ki se imenuje bolečina, pridi na plano, da si te ogledam. Kdo za vraga nor, kdo bi to hotel? In sem rekla, res ni druge poti. In so rekla, ne, to je edina pot. Da ugotoviš vse v tvojem čustvenem sistemu, zakaj je noter, kaj se dogaja, ko globoko se je zapisal in da se odločiš, katere informacije želiš spraviti na plano in prepisati. Ne izločati, ne ven vrš, zaradi tega, ker to ne obstaja. Energija je večna, je neskončna, vedno teče. Lahko jo samo nadomestiš z drugim polom. Bolečino lahko samo da nadomestiš srečo. Razumete? Dobro, lahko nadomestiš še več bolečine, ampak tudi to verjetno nočete. Tako sem jaz ravnala s svojimi učitelji. Recimo, ne, to je razlika, mnogi hodijo k meni, gledajo, kako ona govori, kako ona to, kako ona misli, da je. Razumete, takmu človeku jaz nič ne bom mogla dati. Zaradi tega, ker se ni postavil pravega vprašanja. Nisi postavil vprašanja, zakaj sem pa bil pripeljan sem, da se mi nekaj pokaže. Jaz sem točno vedela, da so bila določena izobraževanja, ki sem gledala, sem rekla, jaz ne razumem čisto, kaj se kle dogaja, ampak bom probala razumeti. Očitno je nekaj tukaj, kar lahko za sebe odnesem. In sem jih poslušala in so mi dali najbolj nore ideje in so mi delali najbolj nore terapije in sem jokala na teh delavnicah in predavanjah. Veste kaj, vi ne boste nikoli toliko duše spustili. In sem mogla predelati celo svoje otroštvo in sem mogla predelati mamino bolezen in svojo ničvrednost in svojo izgubo plesa, ker sem si to v življenju želela plesati in sem to zgubila in vse skupaj je šlo. Razumete? In sem se sesula kot bitje. To je bila dejansko zavestna odločitev. In sem šla brskati po sebi. Čustva bojo vedno zahtevala delo na sebi. Na tak ali pa drugačen način. To, da čustva počivajo in te bojo pustila, namer ne obstaja. Lahko jih samo skrbno pospraviš noter in rečeš, sedi. Ampak, ko bo prišel ključen trenutek, ko boste imeli nov izbor, nekaj novega, nov odnos boste mogli zbrati, se boste odločili na podlagi tega, kar je v vašem spominu. Tudi, če v tistem trenutku vaša čustva niso aktivna, boste zbrali na podlagi tega, kar spoznate. To sem pisala, ko je bil obred za polno luno. Ne delite obreda za ljubezen, vkolikor verjamete, da so ljudje slabi. Zaradi tega, ker je formula manifestacije, končno so to uspeli najbolj znani fiziki in metafiziki dokazovati, povezana s srčno vibracijo. Ker vi se lahko z mislimi odločite, jaz hočem biti bogat, pa jaz hočem biti to, in jaz hočem biti 1,80 m pa. Še kar sem 1,60 m, razumete, ne vem, kako to gre. Koliko stvari ste se z glavo odločili, pa ni bilo nič iz tega. Zaradi tega, ker možgani nimajo te aktivnosti in nimajo te moči. Pa ljudi reče, ne, razmišljanje je ful pomembno. Ja, je, pa se je tudi povezano s čustvovanjem, ampak vseeno vam bom dala zelo zanimivo znanstveno primerjavo. Vkolikor možgani umrejo, ste vi še vedno živi. Pustite, da ste rastlinca, pa da ni kaj dosti od vas, ampak ste živi. Dihate, srce vam bije, funkcije se vam še naprej lahko leta in leta ohranjajo. Ko se enkrat srce izklopi, je z nami konec. To je trenutek, ko je za nas in za našo inkarnacijo konec, da se kdaj vprašali. Vse drugo lahko nekako shendlamo, ampak smrt srca je tvoj konec zemeljske inkarnacije. In to je dokaz tega, kaj manifestira življenje in ustvarjanje. Srce, ki je nosilec čustev. Zato, ko meni, ko začnejo s tem razmišljanjem, pa moraš razmišljati, pa moraš pozitivno razmišljati. Ljudje, jaz lahko ful pozitivno razmišljam. Verjamem, da je svet lep, verjamem, da so marjetice bele, verjamem, da
ne vem kaj že. Jaz to se lahko vse odločam razmišljati. Ampak, ko bom šla jaz v meditacijo, če bom jaz noter zajokala, ker me nekdo ni imel rad, jaz verjamem, da svet ni lep. Zato, ker mi moje spominske celice sporočajo, nimaš ljubezni, ne čutiš ljubezni, ne bom ustvarjala ljubezni. Vse, kar rečejo, vse je odraz tebe, ja. Ampak poglejte si svet okrog vas, vse, kar doživljate, vse ljudi, ki so okrog vas in tako naprej. Oni so odraz nečesa, česar se vi spominjate. Jaz sem imela par let nazaj opravka z zelo hudim narcisom. Z osebo, ki je prišla in mi je hotela, pa sem že bila v duhovni rasti, zelo porušiti moj čustveni mir in me uničiti nekje na poti. In potem sem rekla, meni to ni preveč logičen, jaz ful manifestiran, zakon privlačnosti spoštujem, kje za vraga, ni mi bilo logično, kako bi nekdo na taki stopnji zavedanja, ker sem bila jaz takrat, se soočila s tako osebo. Zakaj? Ste se kdaj vprašali? Ste dobili kakšno osebo, ki ste se vprašali, kje za vraga je stvarnik neke žičke narobe tam skupaj zvezo, res? In potem sem nehala se boriti, pač čustvi, kaj se meni zgodil, in sem opazovala osebo in sem rekla, to je ta finta. Meni je bila oseba znana. Jaz sem imela s tako osebo opravka celo svoje otroštvo. In ker mi je bila toliko znana in ker je bila toliko let v interakciji z mano, ko sem srečala novo tako osebo, so spominske celice rekle, ti pa to že poznaš. A veš, to si že imela v življenju, to je tam znotraj tebe. In pa sem se mogla vrniti, občutek je 100 let nazaj, da sem tistega prvega narcisa iz svojega življenja spravila ven iz svojih celic, zato da si zagotovim, da ko me bojo drugi podobni srečali, da jim bom smrdela. Razumete? Da jim ne bom znana. Lahko jih srečam. Ne smem jim biti pa znana. Vse stvari, ki imate v vašem življenju, imate zato, ker so vam znane in zaradi tega, ker ste jih sprejeli na svojih spominskih celicah v svojem čustvenem sistemu. Ste kdaj pomislili na to? Zakaj se ljudje najtežje odločajo recimo za izobraževanja ali pa kakršnokoli delo na čustvih? Glejte, kdo hoče odrek mešati? Res. Kdo hoče? 15 let nazaj si se komi pobral, ker te mama straumirala, sestra, bratranc, ne vem, kdo te vse te je straumiral. Okay? In zdaj prije en duhovni učitelj reče, super, vse njih na plano. Rajš mene čez okno klevan, se vem. Ampak kdo bi to hotel? Ziher mora obstajati lažji način. Ni ga. Iskala sem ga pri budistih. Z njimi sploh ne prijeten na koncu. Oni sploh ne bojo verjeli v to, da se da kar nekaj pozabiti. Tako, pri njih nisem tega najdla. Iskala sem pri šamanih, še huj, oni so hoteli z rokami to vam vleči. Iskala sem pri čarovnikih, ziher obstajajo kakšni zvarki in napitki, kjer lahko ti to sopraš, da bo bolj spiješ in v redu si. Nismo našli. Nismo našli čarobne formule, nismo našli čarobnega zvarka, nič nismo našli. In na koncu sem dejansko posegla v vse svoje bolečine, bila jezna 1500-krat in dala vse na plano in rekla, to želim še vedno nositi. Tega ne želim nositi, želim, da se prepiše s tem. Ne želim več verjeti, da so ljudje slabi. Ne? Aha, ne samo zavest, pa Kristi bodi tepih sem nadomestila s tem, nišče več ne bo hodil po meni. Zaradi tega, ker se moj vrednostni sistem ne počuti dobro. Moja duša je zelo taka taka kinki. Zelo je taka nenavadna, ampak ne vem, pač neko idejo ima, da noče, da se hodi po njej. Ja, zemeljska Kristija je razsvetljena, veš, koliko je še leuna čudakinja. Dobro, nimate z njo opravka.
In enostavno dala mi je informacije čez čustven sistem. Tukaj se dobro počutim in tukaj se ne počutim dobro. Aha, tukaj se ne počutiš dobro. Ne, želim, da se za zemeljsko vibracijo to nadomesti s tem. In potem sem začela temu slediti. In kar naenkrat je bilo življenje boljše. Mihael se je vrnil, slaba počutja so se umaknila. Pa sem šla v duhovnost delati. Ampak veste, na moj čustven sistem je dosti ljudi rekli, da jaz nimam mesta. Zato, ker duhovni učitelji ne grejo malo še psihologije zraven naštudirati. Kje si to dvoje združila? Pa evo, pa sem. Ne. Razumete? Duhovni učitelji pač niso tako zelo glasni, pa nimajo tazga karakterja. A pa tako, veste, kam meni na živč stopaš, to res ni v redu. Ampak jaz nisem tako, jaz sem duhovni učitelj, pol sem pa jazna. Stari, še enkrat mi skoči na glavo, jaz sem ti ne bo, ki je tacenska 26, ne me zabavati. Razumem, to ni duhovni učitelj, to je neka čudakinja, zen. Stari, če hočeš to, prosim te, Dalaj Lama. On je super odraz tega miru. To nisem jaz. Moj čustveni sistem je intenziven, je hiter, zna zajokati sred smel dvorane za 600 ljudmi, a razumete? To je moj čustven sistem, kjer sem jaz v popolnem stiku sama s sabo. Ampak se zgodi zraven še en manjši čudež, ker sem toliko v stiku sama s sabo in ker se nisem hotela ukloniti temu, kaj naj bi bila podoba duhovnega učitelja in kako naj bi se obnašal, so ljudje ugotovili eno stvar, da znam zelo, zelo dobro kanalizirati. Da nikoli ne svalim sporočil meditacije. Nikoli. Da vedno znam prebrati točno tisto pravo sporočilo, kar ljudje rabijo. To so vse moje knjige, moji bestsellerji, zaradi tega, ker točno slišim, kaj mora tja noter iti. Zaradi tega, ker sem srčno usklajena s tem, kdor sem duhovno. In brez tega ne gre. Lahko bi me naučili biti popolna duhovna učiteljica. Jaz poznam ljudi, ki so taki res zen učitelji, opazovala sem jih pri delu mesece in mesece, lahko bi jih kopirala in verjamem, da bi zdaj sama tukaj noter stala in sama se predavala. Razumete? Jaz vas bom spodbujala, da po tem predavanju res premislite, kdo ste vi v resnici in kaj v resnici čute in koliko tega v dejansko nekem dnevu izražate. Kako boste vedeli, imam eno testno točko za vas, kako boste vedeli, ali je vaš čustveni sistem na mestu, pa to pomeni, že delate v redu na njemu, ali pa ni. Test je zelo preprost. Vkolikor te zmoti sreča drugih ljudi, imaš problem. Tudi to je dokazano. Ljudje, ki vidijo druge ljudi srečne in jih to ful zmot, kako se obnaša, kva mu je to zaradi tega, ker ne prenesejo pogleda na srečo. Imate ljudi, ki vidijo druge ljudi uspešne in rečejo, wow, jaz bi tudi tako, jaz bom tudi tako. Vi ste verjetno bolj ta pol, ne? Wow, le kaj je ta naredila polna? Ja, kaj, se to pa ni bilo težko. Ja, jaz bi tudi tako lahko, ampak nočem. Te so najboljše. To je meni brez veze, a veš, to je itak, sam to tako neka figura. Poznate ta dva pola? Ful je bilo zanimivo, danes sem razmišljala o tem, kaj se bomo danes pogovarjali in vidim Shakira, pevka, poznate? Objavila je na svoji Facebook strani en posnetek in je bil odraz točno tega, kar sem jo pogovarjala, začela sem se smejati tam nekje ob 2 popoldne. Na posnetku je bil en model, ki je dejansko bila tematika tega, kaj se zgodi, ko te obsede Shakira. In je pač nek tip, ki je šel sred New York ali ne vem, kjer je, in je oponašal Shakiro. Ker pa on mogoče nima toliko plesnega talenta, sploh pa ne pevskega kot Shakira, je tako, to zgleda za umret smešen, ne? In jo je tam tako pač, predstavljajte si kup enega folka na ulicah in on waka, waka, we, in pleše in tako, in jaz umira zraven smeha, to je tako,
ampak reakcije drugih ljudi. Pojdite pogledati, še kjer lahko greste pogledati ta posnetek, kot prvo se boste nasmejali, res se boste nasmejali, ampak boste videli ljudje, kako se različno čustveno odzivajo. On nobenemu nič noče, on samo pleše sred ulice. Nikogar ni napadel, nič nobenemu noče, on samo pleše. In zdaj eni ljudje so bili. Mislim, kjer norc. Groza, ne? Ene punce so pa začele z njim. Kar zraven plesati, tako naprej. Tako jih lahko dam po predalčku, kdo je srečen, kdo ni srečen. Če vidiš nekoga, ki se zabava sred ulice in pleše, kaj ti hoče, nasmej se z njim. Ampak, ko vidiš srečo in te toliko zelo zmot, a pa, ko nekdo reče, jaz sem ful srečen, ne govori tega, bo konc bo s tabo. Če vam življenje propada, vsem povejte. Najraž vas bo imeli na tem svetu. Bog ne dej, da rečete srečna. Jaz sem toliko srečna. Stari leto, jaz sem uspešna, življenje mi štima. Zaštihala te bom. Ljudje so taki. Bog ne dej, da jim poveste, jaz sem videla ljudi, ko ne vem, je nekdo povedal, da je noseč, pa so bili. In? To je alergičnost na srečo. A so kdaj ljudje tako na vas reagirali? Da ste bili dobre volje, pa so vam hoteli dokazati, da ni to tako. Ne boš ti dobre volje. Čak, bom jaz tebi zdaj razložila. Zakaj ne moreš biti dobre volje. A ste se kdaj vprašali, zakaj ljudje to počnejo? Zaradi tega, ker dejstvo o tem, da imaš v sebi bolečino, lahko preneseš samo, če vidiš še večjo. Samo, če je nekje bolj grozen in če nekdo bolj nesrečen, si ti pomerjen s tem, da tebi ni treba za svojo srečo nič narediti. In da se ti ni treba soočati sam s sabo. Imaš ver, na katerega se lahko obesiš, koliko je grozen, od groznega sem jaz manj grozni. A razumete? Če pa vidiš srečo, se pa tebi neki oglas. Zato je ta test sreče meni idealen. Ker tebi nekdo servira srečo, direktno v faco in ti ugotoviš, lej se ti nočem nadstavga, ampak jaz nisem vesela zate. Je to ključna točka, kjer si priznaš, jaz čutim pomanjkanje. Kakršnokoli pomanjkanje že. Ljudje različna pomanjkanja čutimo, ampak to je testna točka, kjer si priznaš, nisem okej. Jaz poznam ljudi, dokler sem jaz sama delala v tem ateljeju, je bilo super. Ko je Mihael Žmahar prišel v to bajto, je bilo konec sveta, po koncu sveta je bil še potres. Pa je prišel cunami, grozen je bilo. Žmahar, grozen. Kaj vam mislite, da sta nek popoln par. Alergični, ne na mene, ne na njega posamezno, na naju. Katastrofa. To se zihar delata. Ja, valjda, Žmahi, ful te imam rada, se hecam. Razumete, zakaj? Rada se imava, štekava se. A me kdaj prime, da bi ga ubila? 2krat na dan. Z vso ljubeznijo, ki premorem in obratno. Ampak jaz sem srečna. Jaz rabim prav enega tazga, da mi malo brusi čustva. Razumete? Ja, jaz sem srečna z njim. Ja, bomo videli to kao čez 10 let. Pojma nimava, kaj bo čez 10 let. Mogoče ga imela malo manj rada, mogoče bom tresnena na njega, Bog ve. V teh trenutkih sem z njim srečna. In ljudje, ki niso zadovoljni v partnerskem odnosu, ka naju vidijo. Enkrat, ne vem, nek moment romantičnosti sem imela pred Kolosejem, tam na Uništengi šel ti neki dol in ne vem, kva ti je bilo in sem začel objemati. In prije nek par memi, ne ena punca. Ljubica, ti si želiš, da bi on tebe tako objel. Sam zato, če bi mi dva delala neke smešne henki-penki zadeve, tam srečtenk razumem, ampak sem me sam objel. In tako sem zaznala pač njeno bolečino, njeno jezo ob tem,
da sem to popolna neznanka, ki jo je nekdo objel. Ampak to nič ne pomeni slabega o njej proti meni. Ona v tistem trenutku sploh ni pomislila na mene v resnici. Ona je pomislila na sebe. Tako sem jaz pri Žmaharjevi družini, ki so se oni vsi izbrani, so se vsi povezali, sem se jaz mogla soočiti z dejstvom, da pač jaz svoje primarne družine take nimam več v nobeni obliki in je nikoli več ne bom imela. In to sem mogla odžalovati in to je trajalo kar nekaj časa. Razumete? Uspela sem to prepisati s tem, da mi je Bog še vsem dal še eno družino. Ne rabi biti pa taka, kakor je bila ta prva. Ni se mi pa tudi treba utopiti v tej prvi žalosti, zaradi tega, ker je moj družinski član za sebe naredil drugačen izbor. In dejstvo je, da moja mama imela to pravico narediti. Bilo je njeno življenje, za mene je poskrbela, ampak imela je pravico, da izbere svoj konec. To je bila njena zgodba, iz katere sem mogla jaz čustveno svojo zgodbo potem narediti. Razumete? To je ta naša odgovornost. Tako bomo šli zdaj na vprašanje, ampak hotela sem vam samo povedati, kaj so v resnici čustva, na kakšen sistem delajo. In namesto, da bi jih ljudje, če bi nehali obsojati čustva, če bi nehali ljudem govoriti, kako se bojo mogli oni počutiti, potem bomo res prišli dlje. Veste, meni, ko nekdo prije, pa ves prijazen, pa mi kima, pa tako naprej. Si mislim, ok. Meni, ko nekdo prije na tečaj, pa mi začne, si mislim, yes, to sem hotela. Saj vem, kdo si v resnici, ko mi stojiš na stolu. Pa mi ljudje začnejo na meditacijah jokati, yes, to pomeni točno to mi je ratal, da spodbudim čustva v tebi. Razumete? Bodite v stiku s tem, jaz vam bom sicer podala par tehnik in eno tehniko bom z vami naredila z vami, ampak rada bi vas pripeljala nazaj do vas. Rada bi vedela, kdo ste vi kot bitja. Zakaj imate taka čustva, ki imate? Ne pa, da nas skozi nekaj učijo. No, smo mi dva imeli to debato, ne? Imela sem debato, veste o čem? O tem, da morajo zdravniki vedeti, kakšno diagnozo so imeli vaši starši. To pomeni, ko greš ti k zdravniku, hočejo, da se ve, tvoja mama je prebolela raka, astmo, pljučnico, ne vem kaj. To se mora vedeti. Zakaj? Ne, moramo vedeti zgodovino vaše družine. Torej, nas tudi neka klasika uči kaj? Če je bila tvoja mama bolana, sorry pikica, pečena si. In mi moramo to vedeti, zato da te lahko obvestimo o tem, da boš najverjetneje tudi ti bolana. Hej, veš, inkarnacija je zafrknjena stvar. Jaz ene bolezni nisem v življenju si predelala, ene, ki bi bila ista kot od moje mame. Vse drugo. Mislim, ne, to so se pogovarjale. Zakaj? Nas že od majhnega sprašujejo, kaj je tvoja mama, kaj je tvoj oče, zato da te bomo lahko v pravem trenutku obvestili o tem, da moraš ti iti tudi po tej poti. Tvoja mama imela depresijo, ni panike, ljubica, kar klele imaš recept. Ali ste vedeli, da se v Sloveniji povprečno na leto napiše 525.000 receptov za antidepresive in da je najmlajša oseba v Sloveniji, ki je dobila recept za antidepresiv, bila stara 1 leto. Ljudje, Google. Ni težko najti tega podatka. Samo Google uporabite. Seveda, depresiven dojenček, verjetno je preveč spal. Ne vem. Si predstavljate, kam smo prišli? Pazi, kako se obnašaš, pazi, kako se čustvuješ. Moški, vi ste pa sploh pečeni. Z vami je pa itak konc. Ker če bomo videli solzo na vašem obrazu, imamo neki izraz, ki res ne paše zdajle na video. Razen Max, če boš rezal ven. Res? Ne, ja.
Ne, Bog ne daj, moški, ki pokaže čustva ali pa joka, a mu pa ni vse, je vse sam človekni. Mislim, a razumete? Samo otrokom je dovoljeno, da so v vsakem trenutku to, kar so. Ampak, ko boš dosti star, ti bomo povedali, da je bila vse skupaj laž. Da tisto, kar smo ti dovolili do 10. leta, da se bo v tem trenutku to končalo. Torej, je bilo celo tvoje otroštvo laž. Vse, kar smo ti govorili, da lahko poveš in da lahko izražaš in majhni fantki lahko jokajo, ampak 13-letnika joka, a zdeca ni zdaj ne deli mi sramote, kao pa teta Berta rekla. Pa je konc. Pa se je mali Janez naučil, da pač ne bo nikoli več jokal. Zaradi tega, ker ne sme. Kolikrat so vam to povedali? Kolikrat so vam v partnerstvu povedali, zdaj moraš to čutiti. Zdaj ne smeš tako čutiti. Dejansko se gremo to, vklop se, izklop se, vklop se, izklop se. Kolikrat vam je prišlo ob kakšnem dogodku, so vam prišla čustva na plano, pa so bila tukaj, pa ste jih prijeli, pa ste jih ustavili. Sam pomislite, kolikrat ste hoteli nekaj zajokati, reče enemu stari, nehaj mi po glavi skakati, ker res tim žile pregriznila. Ne, gospod šef, se bom zrihtal. Nehaj se z mano pogovarjati tako, si moj šef, ampak nehaj se z mano tako pogovarjati, pa bi bilo rešen. In v tistem, ki si ti čustva ustavil, si imel kaj? Mir. Nišče se ni nate spravil, nisi bil kaznovan, nič slabega se ti ni zgodil. Bil si zelo kaznovan. V svojo podzavest in v svoj čustveni sistem si naložil. Uklanjam se avtoritetam, z mano lahko počnejo, karkoli želijo. In potem se vprašaš, zakaj spoznaš tazga partnerja. Saj si že pri šefu povedal, da se s tabo lahko tako dela, s tem, ko si sprejel to energijo. Zato vam pravim, da so najbolj duhovni ljudje vedno najhitreje jezni. Zaradi tega, ker mi, ki razumemo delovanje podzavesti, se zavedamo eno stvar. Nekdo ti meni sprožiš energijo. Okay? Nekaj se začne dogajati, ti deluješ iz svojega čustvenega sistema, mi dva padeva v interakcijo. Jaz se v enem trenutku odločam, da to ni v skladu z mojim vrednostnim sistemom. Ti rečem ne. Ne bo tako konec, zato ker to ni moj vrednostni sistem. Lahko ga imaš in jaz te imam lahko rada, ampak jaz tega ne bom sprejela. In on hoče mene, prisiliti me hočeš, a veš, na silo. Stari, še enkrat mi eno besedo reči, pa ne boš videl dobro plat tega. To ne pomeni, da jaz njemu hočem karkoli slabega. To pomeni, da jaz v svojem spominskem sistemu potrjujem svoj izbor, ki sem ga naredila že mogoče 1 leto, 2 leti nazaj in sem rekla, to je bila moja vrednota, tole sem osvojila zaradi tega, ker sem zaradi tega srečna. In moj čustveni sistem se odzove na to, ti meni tega ne boš prestopil. Zaradi tega, ker če mi boš, se mi bo vklopil alarm za preživetje. In ta moj alarm za preživetje pravi, tega ne moram več izkušati, ker ne želim. Ne za voljo miru, ne za voljo tega, da se mi ne da na nekoga zdreti, ne. Bili so časi, ko sem se umikala ljudem, pa so me pluvali po Facebooku. Pa sem mislila, da jim vse živo napišejo, pa sem pobrišala salon komentar, pa sem se malo zjokala doma. Prid sem, pa mi v faco to povej, ne mi po Facebooku nekaj komentirati. Če mi lahko v faco poveš stvari, se ti bom jaz tudi odreagirala nazaj. Lahko je biti pameten zadnji za profilom Marjetica Petica. Ja, stari, ful dober. Ful sem se te ustrašila, res. Prid mi v obraz. Da se najna čustvena sistema spoprimeta, da vidimo, kdo stoji za svojimi vrednotami in kdo ne. Ampak kako gremo zdaj na to, kako se vse skupaj naredi? Okay. Spoznavanje svojega čustvenega sistema moraš začeti od samega začetka, od tam, ko se je začel graditi. Daleč nazaj. Res daleč nazaj. Od svojega otroštva. Ti se kot otrok priješ na planet, tvoja duša komunicira s tabo, torej smo ugotovili preko čustvenega sistema in nekaj časa se ti to dopušča, zato so otroci tako zelo izjemni,
Zato imajo take ideje, zato včasih take stvari pogledajo, si misliš, kva pa je tam noč vi. Tok so neverjetni. Potem se jih pa začne oblikovati na čustven sistem starša, na tisto, kar starš hoče za njega, na tisto, kar učiteljica hoče od njega, na tisto, kar sistem hoče od njega. In zdaj, če se ta dva ne skladata, njegova originalna vibracija pa to, se ta dva preslej vsekata. Razumete, vsekata se med sabo in ti se moraš odločiti, katerega izmed njih boš nosil še naprej in katerega boš prepisal z nečim drugim. Kdo izmed vas lahko suvereno zdaj le dvigne roko in reče, namesto bolečine hočem nositi srečo? Ben? Ok, 1-3 ste, dober. Seveda, da hočete. To je vaš naravni odziv. Vsaka duša hoče, da bi na zemlji izkušala svoja nebesa. Kdo pa tega noče? Ampak kaj pa ljudje ne vejo je, prepisati neko informacijo je težje, kot jo samo zbrisati. Tipka deliti je najlažja. Kokar, če moraš ti popravke vse tam čez pisati, pa kle prečrtati, pa se strinjate? Preprogramiranje čustvenega sistema in avtomatsko s tem tudi seveda preprogramiranje podzavesti pomeni dolgo in trdo delo. Pomeni izbezati bolečino na plano, zato da bi videli, kaj je in se na novo soočati z njo, z nekim novim zavedanjem. Hvala, Kristi, ful je bilo lepo predavanje. Veš, kaj sem se spomnila, moram perilo doma oprati. Dejansko to gre. Včasih ljudje rečejo, imaš kakšno meditacijo, pa prijem ne trpijo, pa mi boš ti imel roke gor vrgla, veš, pa tako, pa to, pa da meni ta travma, ki vam iz otroštva me neha preganjati. Ne, nimam tega. Vsi procesi čustvenega zdravljenja, odvisno je, koliko hudo so se vam stvari zgodile. Eni ste šli čez res hude travme, zlorabe, matletiranja, nasilja, nekateri pa mogoče samo razumljeni niste bili. Vi boste imeli malo manj nalog, kot teta prvi. Upam, da niste v prvi skupini. Imam pa nek divji občutek, da mnogi ste. Ne? In to je treba, razumete, to ti počas spravljaš na površje. To so ozaveščanja, to so tehnike, to so razumevanja, to so paci, to so solze, to je bolečina jovo na novo, zato da bi se porušil in potem iz tega zgradil nekaj novega. Določene bolečine v čustvenem sistemu bojo vedno prisotne. Razlika je samo v tem, da bojo nehale krojiti vaše življenje. Jaz se zavedam, jaz sem to že parkrat rekla, se zavedam, da bom večno živela z neko bolečino. Zato, ker jaz sem izgubila svojo dušo dvojčico, jaz vem, kdo je bila moja mama. Ona ni bila za mene nek navaden starš, mi da ima ful posebno dušno povezavo. Ampak ta bolečina mene kroji življenja. Na vsake toliko časa mi pride na plano, ker recimo, ne vem, če se zamihali, recimo, kaj ustrašam, če se mi kaj ne more javiti na telefon. In ja, priznam, je včasih prva misel, samo da se mu nekaj zgodil. Karkoli že, samo da se mu nekaj zgodil. In ko to pride na plano, rečem, Kristi, to je bolečina, ki je bila. Nočeš verjeti več tega. Ne rabi se ljudem več kaj zgoditi. V tem trenutku je čas, da se na novo spomniš, da ti življenje ne bo nič več odvzelo in da nekaterih stvari ne moreš nadzirati. Lahko imaš le rada. Ampak razumete, to, kar se zgodi, to, kar pride na plano, to se tudi duhovnim učiteljem seveda dogaja, vzameš to energijo in z njo delaš. Ne gre se za to, da ne pride nikoli več na plano, gre se samo za to, da se potem ti nič slabega več ne zgodi. Če so te, ne vem, ful grdo izdali, pa ti pozdraviš to izdajo, pa rečeš, ok, doživela sem to bolečino zato, da moj vrednostni sistem postavi eno stvar. Želim se imeti rada. Ampak v tistega trenutka moj čustveni sistem ne pričakuje, so ljudje taki. To je bil en človek tak, ki me je spomnil na mojo bolečino, da se jaz nisem imela dovolj rada. To je najbolj boleče. Ne to, da te drug človek izdal. To, da je bilo nekaj v tebi, da si ti dovolil toliko malo sebe verjeti. Nikoli več ne boš spoznal takih ljudi, ki bi ti to naredili, razumete? Zaradi tega, ker taki ljudje, ki imajo nasprotno vibracijo od vas,
bojo prišli do vas, vas bojo pogledali in ljube duše, res povem, lahko imate tono deodoranta na sebi, smrdeli boste. Ne morate se poklopiti. Tako vse ljudi, ki jih pogledate v svojem življenju in vam pritiskajo na neke boleče gumbe, so tam z namenom. In niste jezni na njih in nič ne rabite z njimi narediti, z vami morate narediti. Zakaj ste v svojem čustvenem sistemu dovolili gostovati bolečino in žalost? Ampak v enem trenutku lahko rečete, dovolj je. Jaz sem enkrat se povezala z dušo od Leksi in sem rekla, stara moja, tvoja inkarnacija, ne? 7 let si se spravila k nekomu, ki te je s palco tepu, vse zobetje ven zbil, le koliko si smešna škrba baba. Razumeš, nismo dolgo vedeli, da imaš rep polomljen, da imaš hrbtenico polomljeno, nismo vedeli, kje ne te sestavljamo kalego kocke. Tako res, mislim, to klušken kužek, kdo bi njo tepil, zakaj? In potem v enem trenutku mi je začel njen višji jaz odgovarjati, da je sprejela to bolečino in da jo sprejemala, zato da bi potem najdla njeno popolno drugo nasprotje in naučila svet, ker njena zgodba je šla pol na YouTube in v tem društvu Animal Angels in tako, veliko stvar smo naredili, ogromno psov zaradi tega je bilo posvojeni in ona se je odločila, da bo to bolečino izkusila, zato da bi na koncu doživela njen popolno nasproten pol. In jaz ti pa imaš ideje. Ja, mami, ampak ti si bila tudi Leksi enkrat. A ste se kdaj vprašali, da doživimo bolečino zaradi tega, da bi vedeli, kaj je njen popolnoma nasproten pol? Kaj bo vaša sreča brez vaše največje bolečine, ki ste doživeli? Se ne moreš vedeti, da si srečen, če nisi bil v življenju nesrečen. Ker ti enkrat prideš do tega sprejemanja in rečeš, o super, ampak hvala lepa bolečina, pober se, tebe hočem, je to vaša odločitev. To je ogromen dela, to je ogromen meditacije, to je ogromen pogovora sam s sabo, to so ljudje, ki te pridejo na pot in ti pomagajo, ti svetujejo, ti ozaveščajo. A ne mi, ki smo delali tečaje, to so bili tako hudi in boleči procesi. Jaz sem imela ljudi, ki sem jih hodila na tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev in sem jih opozorila, na kaj prihaja. Ma ne, to bo super. Po prvi stopnji, jaz bom umrla. Mene vse, kaj je že bilo, mene vse boli. To je bil najpogostejši stavek, mene vse boli. Jaz se slabo počutim, jaz sem gripa, dobila sem angino, dobila sem to, dobila sem ono, dobila. Bravo, zdaj se pa lahko pogovarjamo. Končno se začeli nekaj ven luščati. Zakaj je meditacija tako uspešna metoda, kljub temu, da jaz veliko klasičnega znanja imam, ampak zakaj je bila meni meditacija konkretno tako dobra metoda pri vseh teh tečajih, pa vseh teh znanjih? A vam povem zakaj. Zaradi tega, ker meditacija, ko ti zapreš oči, se boste videli, ko bomo delali, greš res navznoter. Se strinjate? Tam resnično toliko izklopiš okolico, da kuda ali sad, ja, nimaš kam, noter greš lahko, samo noter greš lahko. In tam se začeš soočati, zato je meditacija tako uspešna. Zaradi tega, ker ti vse toliko zunanje izklaplja, da te prisili, da greš tja, kamor moraš iti. Nazaj vase. Ena izmed takih meditacij boste danes poznali. Lušna meditacija bilo. Ne, ne bo. Sploh ne bo lušna. Bo pa učinkovita. Peljala vas bomo v meditacijo, kjer boste vrgli maske dol. Rada bi, da vam vaš čustveni sistem pokaže, kako se v resnici počuti in rada bi, da ga tokrat nehate ignorirati. Ne, veš, pa se je v redu. Ne, nisi v redu. Jaz lahko na 2 kilometra povem, ampak brez veze je od mene slišati. Kad ti enkrat odnotar doživeš, da si ali pa da nisi v redu, je to čist druga zgodba. Veš, kako je? Razlika je samo v tem, da pač čustvena šola je zelo daljša, veš. Nasplošno je pač zelo daljša in nasplošno te tudi zraven medtem, kaj krila ubila, to povem podzavest, samo zate, tekle še malo sposob za to, da si svetoval za nekoga drugega naprej.
To pomeni ljudje, ki hočejo svetovati na take načine nekomu drugemu. To te tudi usposobi, recimo tudi ena izmed razlik. Ne? Zdaj, najbolj poglavitna razlika je ta, da gre čustvena šola v mal težje sfere. Zaradi tega, ker podzavest, a veš, dejansko preprogramirati ni tako zelo težko, kakor je delati pa globoko celično čustveno zdravljenje. Ne? Recimo, a veš, tle se podzavest, ne, ko se učimo podzavesti, se nasplošno učimo, kaj ona sprejema, kaj ona verjame in kako delati z njo. Medtem ga na čustveni šoli vzameš eno čustvo in ga seciraš. Recimo, mi smo delali 2 ure enkrat eno vajo za jezo. Ne? Veš, kakšni so bili ljudje? Zadnji smo se 8 ur pogovarjali o psihopatih in narcisih. Sam veš, koliko je bilo pa težko, ko je ena sredi tečaja dojela, o moj bog, jaz sem psihopata v življenju. O moj bog, jaz sploh nisem v redu. In ko mi naslednji dan pisala, ko ti to dojameš, ko tebe zadane, ko te jaz naučim, kako žrtve zlorab prepoznajo ljudi, ki so jih zlorabljali. To je bolj težko. Secira, veš, vzame tako, recimo žalovanje, ko čustvo ga vzame in ga 3 mesece delaš. In to so vaje, in to so tehnike, in to so branja, in to so meditacije. Brutalno je. Moram pa reči, da so rezultati ful dobri. Je pa res, da med prvo pa drugo stopnjo kar veliko ljudi se nam ni pol pridružilo. Zaradi tega, ker na prvi stopnji, ko smo se mi začeli o čustvih pogovarjati, veš, kaj se dogaja tebi sredi tečaja? Tebi vmes, a veš, tebi vmes že, mogoče že danes, ne? Eni ste že tako vmes, shit, ste dojeli, kaj se nam vse v življenju zgodilo, ne? Na takih tečajih je to pomnoženo. To je nič proti tem. Mi tole, ko se pogovarjamo, je v nežni izvedbi. Tam greš pa res, plus tega imaš doma pripravljen program. To imata pa ena in druga program, ki ga delaš vsak dan. In 7 dni ponavljaš istega, zato da te ja znervira v celico. Zato da ti ja sprav ven tiste, ne. Nataša je kar ja. Tako, to je razlika. Mogoče, če bi že mogla zbrati, mogoče podzavest malo bolj splošna, bolj zajema tebe kot celoto, medtem ko recimo čustvena šola te pa secira tako prav v detajle noter. Čustvo na čustvo palača. Se lepa palača. Mislim, da bojo preživeli, se dobro se držijo.